sem prorektor jezuitskega kolegija in vas pozdravljam v imenu jezuitskega kolegija, ker je danes rektor drugače zadržan. Da vas povabim ta prvo, v kakšno institucijo ste prišli, se nahajamo v jezuitskem kolegiju. Jezuitski kolegij je institucija, ki smo jo ustanovili slovenski jezuiti 10 let nazaj, no? Naslednje leto bo 10. leto delovanja in služi predvsem namenu za izobraževanje pa povezovanje. In v tem smislu je tudi današnja večerna akademija služi prav temu namenu, se pravi, namen večernih akademij je predvsem povezovanje akademsko javnostjo z širšo javnostjo, se pravi z občinstvom, no, širše. Poleg večernih akademij je pa v kolegiju kar nekaj programov, moduli, se pravi, moduli so predavanja, ki se odvijajo po semestrih, trenutno potekajo 3 moduli, potem od letos naprej imamo tudi, se ponovno vzpostavila glasbena kapela, se pravi glasbeni zbor. In ja, jaz sem zelo vesel, da lahko začnemo ta cikl večernih akademij, ki so mesečna predavanja, načeloma vsak 3. torek, če se ne motim. In vas prepuščam v roke mojemu asistentu in moderatorju večernih akademij, Andražu. Hvala, Janez. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Hvala, Janez. Lepo pa pozdravljeni tudi današnjega predavatelja, rektorja patra Damna Rističa. Za tiste, ki današnjega predavatelja še ne poznate. Pater Damjan Ristič je rektor in tudi začetnik jezuitskega kolegija, kjer se danes nahajamo. Pred nekaj leti je še predaval na Teološki fakulteti na Univerzi v Ljubljani. Trenutno pa se je jezuitskem kolegiju posveča predavanju tem, kot so biblična teologija, judovstvo, hinduizem, bibliotekarstvo, filozofije in teologije. Na Univerzi v Ljubljani je študiral splošno jezikoslovje, bibliotekarstvo, filozofijo in teologijo, študij teologije pa je potem dokončal na Univerzi v Londonu. Tam se je tudi izpopolnjeval kot psihoterapevt na Westminsterski pastoralni šoli in kot duhovni spremljevalec v okviru formacije za duhovne spremljevalce angleške province Družbe Jezusove. Licenco iz biblične teologije pa je pridobil na Boston Collegeu. Njegova licenčna teza je bila funkcija sanskih narativ v Danielovi knjigi. Pater Damjan Ristič je med drugim tudi avtor radijskih oddaj Lectio Divina in Sestavine življenja in sodeluje pri aktualnem podcastu Globine Dialog z ateizmom, ki poteka v okviru programa na Radio Ognjišče. Je tudi avtor podcasta Pismo Uk, pastoralno pa se posveča predvsem delu z migranti. Med drugim vsako nedeljo vodi beške maše za migrante in tujce v Ljubljani. Ima pa tudi 10 let pastoralnih izkušenj v Zambiji, ZDA in Angliji. Ja, seveda, vse skupaj, ja. 3 leta v Zambiji in potem še 7 let v Angliji in ZDA. Zdaj pa naj omenim še eno pomembno dejstvo. Če niste razbrali iz okolja, kjer se nahajate, Pater Damjan Ristič je jezuit, kar pomeni, da se med drugim še najbolje spozna na Ignacijevo duhovnost in njegovo življenje, kaj pa je tudi tema današnje večerne akademije. Med drugim je vrsto let vodil tudi ignacijanske duhovne vaje v tišini, ki pa potekajo v sosednji stavbi v Ignacijevem domu duhovnosti. Ker se sam še ne spoznam na Ignacijevo duhovnost, bi sedaj povabil na oder kar predavateljega samega. Še prej pa bi samo omenil, da po 45 minutah predavanja boste imeli sami nekaj časa, da predavatelja vprašate kakšno vprašanje, na to pa bo sledilo preprosto druženje ob dobrotah v kavarni. Hvala lepa. Hvala. Dober večer, prav. Ne vem, kot govorec se počutim nekako kakor doma, kar je dobro, ker sem doma tukaj. To ni pogosto, da si lahko na enem takem predavanju doma. O čem bomo danes govorili? Se pravi, od vizije do dejanja
to je nekak delovni naslov, gre pa za življenje Ignacija Lojolskega, za njegovo duhovnost in pa seveda derivate tudi njegove duhovnosti, ker duhovnost je namreč vedno osebna, ne, hkrati pa potem tudi dobi komponento oziroma lahko postane korporativna. In del te korporativnosti je tudi jezuitski kolegi v Ljubljani, med drugim, ne? Ker to izhaja iz Ignacijeve prve izkušnje, ki so ji sledili oziroma so jo zaslutili in vzeli za svojo mnogi ljudje od njegovega časa naprej do sedaj. Torej, Ignacij Lojolski, zdaj bom začel z nekaterimi podatki, ki jih imam tukaj natisnjene, da bomo znali ga umestiti v čas, v zgodovino. Rojen je bil leta 1491 in je najmlajši od 13 otrok. 13 otrok in nesrečnik je rodil se zadnji in mama je po porodu umrla. Oče ni zdržal tega in je otroka poslal v rejo k bližnji kovačiji, tam sta ga vzgajala kovač in njegova žena. Sam pa je potem obiskoval dom, se je vračal na dom in vedno se je čutil odrinjenega na nek način, ni bil nikoli res pravi Loyola. Loyola, Ignacij Lojolski, pomeni iz Loyole, je bil pa član plemiškega rodu ali pa nižjega plemstva, pravzaprav so bili to viteški nagrajenci, ki so jim dali potem zemljo in so Loyola je upravljala neko posestvo in hkrati so bili tudi povezani dobro. A je to jaz ropotam? Ali kaj je to ropota? Boče? Ja. Torej, je od 13 otrok, imel je stike z njimi, z nekaterimi tudi vse življenje, sicer pa se je podal na povsem samostojno pot. Torej, oddali so ga, tudi proč od doma je šel, da se je vzgajal za paža in praktično živel brez staršev, vzgajali so ga tujci, imel je zelo močan karakter, bil je kolerik, če ne drugega, in je bil povzpeten, sam sebe opiše v avtobiografiji. Avtobiografijo imamo tudi tukaj, tako da lahko si jo sposodite v naši knjižnici in se opiše na ta način, nekatere lastnosti. On je bil, pravi, da je ambiciozen, častihlepen, ponosen, občutljiv, to razberemo tudi, nečimrn, se pravi ambiciozen v tem smislu, on je želel doseči največ, kar se doseči da. Ambicije je imel celo, da bi se poročil z infantinjo špansko in tako naprej, se pravi princeso. Zelo se je urejal, lase, nohte, vse je bilo speglano, o tem govori sam v svoji avtobiografiji. Ponosen, da je Loyola, ponosen, da je iz te plemiške družine, kar je prav tudi njegova bolečina velika. Bil je strasten v marsičem, tudi v svojimi indiskretnostimi z ženskami. Strasten je bil tudi v tem, da je bil bojevit. Kot mladenič je s svojim bratom, neki frančiškani so prišli na njihovo posest, ne poklicani, in je Ignacij s svojimi brati napadel te frančiškane z orožjem in tako naprej. Tako da je bil vsekakor vse kaj drugega, kar bi mi pričakovali, da bi potem to postal svetnik. Bil je odločen in trmast. Uril se je v vojski, vojaških veščinah in tudi, ko je prišlo do možnosti, da bi se bojeval, je vse naredil, da bi se bojeval. Ena stvar, značilna za Ignacija Lojolskega, v kateri morda se tudi vi boste prepoznali, namreč v tistem času so bili popularni romani, ki so jih brali, in to so v smislu naših teh sodobnih
Game of Thrones in podobno in Lord of the Rings in tako naprej, ne, srednjeveški romani, viteški. In sicer Amadis de Gaula je bil eden najbolj slovitih romanov, vitez, ki je popoln otrok, ki je zrastel preč od družine in potem najde svoje plemiško dostojanstvo in ugotovi, da je vitez in tako naprej. Se bori s čarovnicami, z velikani, z zmaji in se sliši domače, ne? Če gledate danes Netflix ali kaj podobnega, je to vsaka druga serija. In to je vplivalo na Ignacija, on je te stvari bral, potem so bile še nekatere druge nadaljevanja so bila tudi tega Amadisa de Gaula, so bili potem cikli, tako da je bilo več knjig se je pisalo in potem so ljudje iskali, kje bojo te brali in Ignacij je bil strasten bralec teh fantazijskih romanov. Lahko si torej predstavljamo, da je to kako se je on oblikoval. Kaj pa se je potem zgodilo? Se pravi, ker je bil vojak, je imel željo, da bi se v bitki izkazal. Zdaj je bila to priložnost. Bitka ni bila razumna na Pamploni. Borili so se proti veliki francoski vojski, mislim, da je bilo 10.000 vojakov na francoski strani, njih je bilo pa mogoče 2-3 tisoč vojakov, ki so branili mesto Pamplona. In Ignacij je prepričal, da on ima metodo, kako bodo zmagali. In jih je tako prepričal, da so dejansko šli v bitko. In tam je veliko ljudi izgubili življenje na Pamploni. Ignacij pa je doživel svoj mogoče največji poraz in sicer je bil tudi sam ranjen. Poraz je bil v tem, da verjetno ni bil umrl, ne, ampak je preživel. Ker ni umrl junaške smrti, pač pa so ga odnesli domov, kar Francozi sami na njegovo domačijo, se pravi na njegovo graščino, ker je bila njegova družina z drobljeno nogo, kolenom. In tam je ležal. In veste kaj, niso imeli priključka na Netflix. Se pravi, ni bilo teh romanov, nobenega na voljo in kaj je ostalo, je tisto, kar je bilo. In ko si želel nekaj brati, ker mu je bilo dolgčas, sicer je zelo težke zdravstvene težave imel, je bil na robu tega, da umre, v nekih sanjah je čutil, da je sveti Peter se zanj zavzel, da bo živel. Imel je neka mistična, že tako bi rekel, mogoče celo vročinska doživetja še. In potem, ko je vendarle prišel k sebi, je videl, da bo grd. Tako se je on doživljal, se pravi, nogo je imel zdrobljeno. In se predstavljate, da ste vitez, ki vam skozi pajkice ven gleda kost. Tako da se je odločil, da bo šel za poseg kirurški in naj bi mu tisto kost zlomili, žagali, karkoli že nekaj bilo in on je to zdržal brez narkoze. In potem njegovo življenje je bilo še bolj ogroženo, ali bo preživel ali ne. Konec koncev je ostal sam s sabo, ker ni bilo posebne družbe, ni bilo posebnih knjig in naenkrat se je znašel sam s sabo, mogoče prvič v življenju, da ni vedel, kdo je. Vedel je, da njegovih ambicij je konec na nek način, da ženske ga ne bodo več gledale tako, kot so ga do zdaj. Še manj pa kakšna princesa z španskega dvora. Življenje se mu je sesulo, bil je pa star 26 let, je bil že precej star. To so tako danes študentska leta, nekaterim nisem to mislil tako direktno reči, ampak to so taka leta, ko človek nekaj v življenju mora narediti. Še bolj pa v tistem času, renesanse, 16. stoletju, že zgodaj so se poročili in imeli tako naprej. Ignacij očitno ni bil sposoben resnega odnosa z nikomer. Bil je zelo globoko prizadet mladi človek, 26-letnik. No, zdaj, ker pa so vendarle imeli nekaj knjig, so mu prinesli, kar so našli, so prinesli knjigo Ludolfa Saksonskega Vita Christi, Kristusovo življenje. No, ta knjiga izhaja iz obdobja visokega srednjega veka, poznega visokega srednjega veka in je del nečesa, kar se imenuje devocio moderna.
Ste slišali za ta izraz? Če niste, zapomnite, devocio moderna. To je bilo nekakšno gibanje, ko so ljudje, da niso razmišljali o Bogu samo akademsko, ker to je bilo recimo zelo značilno, scholastika je bila močna in Boga je bilo treba nekako umsko razumeti in spoznanje, ujemanje spoznanja in dejstvo in tako naprej. Zelo zanimiva scholastika po sebi, ampak nekoliko suha. Tako da se je začelo gibanje med laiki in to gibanje se je imenovalo devocio moderna, za katerega je bilo značilno razmišljanje o evangelijih, ponotranjenje odnosa s Kristusom, posnemanje Kristusa. To je bilo zelo tipično. Poznate knjigo Kempčana, se pravi tega angleškega avtorja, Imitacijo Kristi, posnemanje Kristusa. Tole ni dobro. Tole je nekje tale kabel. Boljše. No in ta knjiga Ludolfa Saksonskega, se pravi, to gibanje je bilo predvsem v Nemčiji, Holandiji, Angliji, je bil krasen povzetek evangelijev, to se pravi evangeljski odlomek in ob evangelskem odlomku slika, ki je narisala to, kar je pisalo. In tako se je lahko človek, ki je prebral ta tekst, poglobil v tisto sliko, v to umetnost, ki mu je odpirala neke stvari, o katerih je potem lahko razmišljal. Nekaj, kar sam mogoče ne bi do tega prišel, ampak je videl za neke nove namige iz umetnosti. To je Ignacij počel in v bistvu se je zapisoval vse stvari, prepisoval si je evangelije, neke besede recimo našega gospoda z rdečo barvo, naše gospe z modro barvo in ostalo s črno tinto. To pa je imel zelo urejen, kar se tiče pisanja, je imel krasen lepopis in imel je nek talent tudi za pisanje. Čeprav, ko berete njegove spise, te praktične, morda tega občutka ne dobite, ker ne vem, če ste že kdaj poskušali brati knjižico Duhovne vaje njegovo, če ste najbrž nehali po 2-3 straneh. Stvar je namreč, ni to čtivo za branje, pač pa je to priročnik za tiste, ki dajo duhovne vaje. Torej, Ignacij je potem imel še eno knjigo in to je Življenje svetnikov. Zdaj, če je prej želel biti vitez, je zdaj bral o svetnikih, mogoče večkrat imajo ljudje v teh mlajših letih identifikacijo z svetniki zelo močno in rečejo, jaz bi tudi to bil. Se sam spomnil, recimo, ko sem bil mlajši, sem imel tudi želje kaj takega junaškega, svetniškega narediti. In zdaj potem me je to malo minil, ampak ko življenje malo poteka po svoji poti. Ignacij pač je na tistem, ker ne more več biti vitez za kralja, bo zdaj vitez za Boga. To se pravi, da bo zdaj postal to, kar so počeli svetniki, kot so Frančišek ali pa Dominik in podobno. Se pravi, bodo živeli v Bogu življenje, romarsko življenje in tako naprej. In Ignacij se je pognal v to, zapustil je grad Lojolo in se podal na romanje. Na tem romanju je nekako prekinil s svojim starim življenjem, simbolno, šel je na Montserrat in tja pred Marijo položil svoj meč in se odrekel vojskovanju in bojevitosti. Včasih za Ignacija Lojolskega rečejo, pa še posebej zato, ker je vedno nekako portretiran včasih kot vitez ali kaj podobnega, da je bil nek bojevit, viteški redovnik ali kaj takega. Daleč od tega, mislim, to ne more biti manj res, kot se zdi. On se je dejansko odpovedal nasilju. To je bila namreč tudi njegova pot. On je spoznal, da je nasilen, da je neurejen in tako naprej. Zdaj, agere contra je njegovo mišljenje, se pravi, delati nasproti temu in je postal drugačen. Kako se je on potem naprej spreminjal? Dobil je novo vizijo, če gremo na to stvar. Prva vizija je bila ta vitez
in heroj in morda celo zelo pomemben človek v kraljestvu. Druga vizija se mu je pa zdaj prebujala, se pravi nekdo, ki bo pomemben za Kristusa. To se pravi, on bo zdaj nekaj naredil za Kristusa. To je vizija, ki je spremenjena. Če je prej rekel, da bo nekaj naredil za kralja, bo zdaj za Kristusa. In se bo lotil stvari na radikalen način, kot je za njega bilo značilno. Po tej vigiliji, po tem bdenju pred Marijo in spovedi, se je odpravil v Manreso, kjer naj bi beračil in je res beračil in skrbel za bolnike. Na tisti točki pa je tudi si nekako začutil, da je mogoče bi postal tudi puščavnik in se je zavlekel v eno votlino v Manresi in je tam v tisti votlini bil 7 mesecev, se zadrževal čez dan, včasih čez noč in imel je svoje zapiske, evangelije in tako naprej in je meditiral in je bral in je norel dobesedno. Prišel je do tiste točke, ko je celo razmišljal, da bi naredil samomor. Bi rekel, ta njegov spust v psiho, v svojega duha lastnega, ki mu je bil tako, bi rekel, presenetljiv, je bil herojski na nek način. Ampak to obdobje v Manresi je pa zelo pomembno zato, ker je potem iz tega tudi ven prišel. Ker je prepoznal, da nanj vplivajo različne stvari. Zdaj, vedno bolj mu je blizu tudi bil evangelij in je ugotovil eno pomemben preobrat. Ta vizija se je spet spremenila. Zdaj drugič se je spremenila. Vojak za Kristusa, za kralja, za Kristusa, zdaj pa ne več to, ampak kaj bom jaz za Kristusa naredil, ampak kaj želi Kristus, da jaz naredim zanj. Se pravi, zdaj ta ego, njegov ego velik, je zdaj prišel na drugo mesto. Se pravi, zdaj tisti, ki je zame odločujoč in odločilen v vseh stvareh, je Kristus. Knjižica Duhovne vaje je nastala v Manresi večinoma, zapisoval si je te vaje, ki jih je on sam delal. Seveda, to se ni kar tako zmislil sproti, ampak je marsikaj prišlo tudi iz duhovnega spremstva, ki ga je bil takrat deležen. Med drugim je imel veste, kako bi, če se spomnite, razni svetniki, pa so se bičali, pa ne vem, kaj so delali za sorte, ker so mislili, da se bojo s tem kupili ali ljubezen, ali vice, ali nebesa, ali karkoli. Ignacij je šel skozi te faze, dokler ni prišel do tega, da je še vedno, če to dela, sicer želi biti plemenit, ampak ne išče Kristusa, ampak išče samega sebe. Zdaj, duhovne vaje, on je zapisoval, kaj se je dogajalo in je te svoje, bi rekel, misli, uvide in tako naprej zapisal v sistematičen sistem, ker je bil sistematik po mišljenju, to pa zelo. Recimo, med drugim imamo od njega največjo renesančno korespondenco, pisem je 7000 ohranjenih, Ignacija Loyolskega, tako da imate ogromno teksta za študirati, če želite. Nič od tega ni lahko, nič od tega ni tako, da bi človek rekel, to je pa za Facebook ali kaj takega. Vse stvari so zelo tehtne, treba se poglobiti, on sam se je tudi. V glavnem, v tistem času je nastajala ta knjižica, potem pa je se kasneje v življenju je dopolnjeval in tako naprej, dokler jo niso natisnili kot priročnik, ker ta njegova duhovna izkušnja je bila potem neke vrste template, kako se reče slovensko, vzorec, tudi zato, kako bi tudi drug lahko skozi kaj takega šel. To ni, zdaj pa še ena zanimiva stvar. Ta knjižica je sicer neke vrste itinerar, pot, kako je Ignacij šel, ampak vsak to doživlja po svoje. To je značilno za Ignacija,
da je spoštoval vsakega človeka v tem, kjer je, kot je in kar je. Tako da ta knjižica ni zdaj, delamo take ljudi, iz te knjižice bojo prišli taki in taki ljudje. Ne, to ni ta knjižica, to ni te vrste duhovnost. Ne. Ampak vsak človek bo predvsem ob meditiranju Svetega pisma, predvsem evangelijev, ker tukaj je ogromno odlomkov, katere naj se meditira, ki so njemu koristili, in njegov pristop je bil tudi, morda bodo tudi vam koristili, ne, sigurno vam bo to koristilo. To ni Ignacij, to je kakšen drug, ne. Kar pride prav, kar vam pomaga, ne. To je to. Ne avtoritarna knjiga, zelo svobodna. Sicer pa ogromno stvari. In Ignacijeva vizija se je preoblikovala in boste videli, nekaj molitev je svetega Ignacija, ki jih boste prepoznali. Ali pa preko teh molitev, ki so ohranjene, bodisi da so malo daljše ali pa malo krajše, boste videli, kdo je postal, kakšno dejanje je išlo iz te nove vizije. No, prvo je, recimo iz duhovnih vaj, Gospod, uči me velikodušnosti, da ti bom služil, kot ti želiš. Ne, to je bila ta sprememba, se pravi, kakor jaz želim, ne, ti bom služil, kakor ti želiš. Seveda zelo znana molitev je, mislim, da ste nekateri dobili, je Suščipe, se pravi, sprejmi Gospod, 234 je številka v duhovnih vajah. Vzemi Gospod in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum, vso mojo voljo. To so lastnosti duha. Duh ima te stvari, ne? Voljo, svobodo, razum. Karkoli imam ali premorem, ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. To se pravi, imam te sposobnosti, ampak jih ne bom uporabljal tako, kot jaz hočem, ampak kot ti želiš. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. Torej, ta preobrat je strašanski, strahovit. Seveda, mislim v pozitivnem smislu. Seveda Ignacij ni izgubil svoje osebnosti, je bil še zmeraj, potem še kasneje kot jezuitski general, je imel še zmeraj svojo močno naravo, ki je vsebovala celo paleto čustev od tega, da je pred kom zaplesal, do tega, da je bil zelo jezen. Duhovna pot ga ni uničila njegovega karakterja, ali pa ni ga pomehkužila, ni ga naredila v nekaj, kar on sam ne bi bil. Pač pa je našel to, kar je namen duhovnih vaj, in sicer, da si človek premaga samega sebe, to je namen duhovnih vaj, teh ignacijanskih, in uredi svoje življenje. Zdaj razumete, zakaj premaga samega sebe, ne? Ignacij, zakaj je bilo to njemu to pomembno, ker je bil velik karakter in je moral se imeti v šahu. Ne, da bi se odločil po kakršnem koli neurejenem nagnjenju. To se sliši dosti stoično. Zdaj, stoja je kar dosti popularna kot filozofska šola za kako življenje živeti, ampak to nikakor ni stoično, pač pa je krščansko, ker bazira na evangeliju, in vrline, ki jih človek dobi, so tiste, ki jih človek izprosi, bolj kot doseže. Torej, še ena molitev, ki jo vsi poznate, ki so jo pripisovali Ignaciju, ker je bila tako značilna za Ignacija in je del tudi duhovnih vaj, je duša Kristusova. Vsi jo poznamo, ne? Zelo lepa, globoka molitev. Po obhajilu se večkrat moli, duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, voda iz strani Kristusova operi me. Ta izraža ta Ignacijev globoko željo povezano s Kristusom v vseh stvareh. Še ena druga molitev je značilna, ki
bomo nekako mogoče malo kasneje omenili, je egzamen. Egzamen je pregled vesti na nek način. To je ena pomembnejših, za Ignacija najpomembnejša molitev je egzamen. Pa tudi za konec koncev jezuite, pa mnoge tiste, ki nekako sledijo Ignacijevi duhovnosti, je molitev zelo preprosta, pa zelo težka hkrati, zato ker je tako preprosta. In sicer ne moraš narediti eno stvar, no bom pa kar povedal kaj. Se ustaviš in se zaveš Božje navzočnosti, to je bilo zelo močno za Ignacija. Človek se lahko Boga zave. Še posebej kot svojega duha, človeškega duha prepozna do te mere, da ve, kako zaznava. A veste, mi kot ljudje, pa še posebej danes, ko smo pod vplivom raznih stvari, medijev in informacij, slik in tako naprej, mi mislimo, da smo avtonomni. To mi fantaziramo. Zato, da bi bili avtonomni, pa da bi bili resnični pred Bogom, sabo in drugimi, se moramo staviti in se pogledati pod vidikom Boga, kako nas Bog vidi. In zdaj sad duhovnih vaj, ki so ob 4 delih, je namreč ta, da Bog nas gleda ljubeče. To je mogoče, zdaj mi tega veliko slišimo, Bog nas ljubi in tako naprej. Včasih tega ni bilo v cerkvi prav dosti. Je bilo bolj Bog se vidi, Bog se ve, greh se delati ne sme. To je bilo predvsem to. Zdaj včasih je tako, vse je v redu, Bog je vse v redu, ampak to je pa druga skrajnost. Ignacij, ko se postavi v egzamen, da pogleda recimo, kako poteka njegov dan, se postavi v pozicijo ponižnosti. Poznate besedo ponižnost? To je neustrezna beseda. Latinska beseda je veliko boljša in sicer mi prevajamo s ponižnostjo, sicer pa je humilitas. Humus, veste kaj je? Zemlja. Humilitas je prizemljenost. Se pravi, prava ponižnost v krščanskem smislu je upati si videti stvari takšne, kot so. Ne, da bi se sodil, ne, da bi se, ampak da dejansko pred Bogom pogledaš stvari tako, kot so. Zato sem rekel, da je molitev zelo preprosta, hkrati pa zelo težka. Ker poskusite. Imamo kakšne egzamne, lahko tudi, konec koncev lahko se tudi pri nas prijavite na kakšne duhovne vaje ignacijanske ali pa uvod v ignacijanske duhovne vaje in se tudi na ta način učite nekaterih teh pristopov molitev. No, še ena molitev in sicer nova vizija spet, ker smo ravno pri tem naslovu, in sicer, da bi videl vse stvari nove v Kristusu. Ker on ni videl v Kristusu stvari prej. Zdaj pa je začutil, da so te stvari, da je Bog v vseh stvarih deluje, da je povsod je Bog navzoč, njegova dejavnost je, kar vse ustvarja in omogoča in vzdržuje. In to je mistična vizija. Mistična pomeni, se pravi, atematska, ne moreš ti to z eno besedo povedati, ampak moraš to čutiti in živeti. Mistično je na nek način neizrekljivo, ampak resnično navzoče bolj kot to, kar je vidno. Saj vemo, da mi vidimo par stvari na tem svetu, imamo ušesa, oči in tako naprej, ampak mnogo več je kot samo to. Mistično je pa še ne samo več, ampak globlje je vse skupaj kot samo to, kar mi zaznavamo. Torej, Ignacij sodi med 3 velike mistike 16. stoletja v Španiji in sicer so to on sam po starosti, potem je Tereza Avilska, poznate Terezo Avilsko, reformatorka, se pravi karmeličank, zelo pomembna ženska, zelo inteligentna, pismena, je imela neko svojo šolo mistike ali nekaj takega.
Potem pa Janez od križa. Ne? To so nekako trije veliki mistiki iz Španije 16. stoletja. Še ena molitev. To pa je nekaj, kar je zelo dobro, se zapomnite. Prosim za milost, ki jo potrebujem. To se sliši tako enostavno, ne? Ampak dejansko razumeti, kaj potrebujem, je en zelo, zelo pomemben vidik zrelosti osebnostne. Kaj jaz potrebujem? Ok, Mercedes, Porsche, kaj tasga. To ni. To so fajn stvari, to ne potrebuješ sicer, ne. Pač, to si želiš in lahko dobiš, če delaš, v kriptovalute vlagaš in podobno. Če je to del tvojih fantazij. Ne. To bi bil gotovo Ignacij, če bi zdaj živel, bi bil kakšen kripto manijak. Tako da, pa nočem, da se slabega reči, ampak samo tako ilustrativno. Kaj pa res jaz potrebujem tale trenutek? Dajmo narediti to vajo. Kaj jaz ta trenutek potrebujem? Ali pa mogoče v tem času mojega življenja. In zdaj prosim za to milost. Izrečem. Potrebujem nekoga ob meni, recimo, ne? Potrebujem pogum, da naredim neko odločitev v življenju. Ali kaj podobnega, ne? To so velike stvari. To tako preprosto se sliši, ampak je zelo globoko. Ne? Zelo globoko. Prosim za to milost. In če prosim za milost, da prosi, prejme, ne? Pravi Kristus. Zelo pomembno je, ne? Ko mi razmišljamo o Ignaciju, nikoli se ne ustavimo pri Ignaciju, ampak vedno pri tem, kogar Ignacij ves čas kontemplira, ves čas o njem razmišlja, ga gleda, in to je Jezus. Jezus je vedno tisti najbolj, se je potem tudi red, katerega je on soustanovitelj in katerega tudi član sem jaz in Janez, je jezuiti. Beseda jezuit pomeni Jezusovec. Isusovci po hrvaško se reče. Ja? Isusovci. Se pravi, zelo določa Ignacija, pa seveda tudi naš red, ta vizija, stalen pogled na Jezusa. To je ta vizija, iz katere potem izhajajo dejanja. Idealno, seveda. Ne? Zdaj, ker smo ljudje sebični in tako naprej, pač naša vizija včasih zamegljena z našimi željami in strastmi, ki ni nič narobe, da jih imamo. Samo treba jih je postaviti v pravi okvir. Še ena zanimiva molitev, in sicer prosim za da gremo majhen sem naprej, prosim za notranje spoznanje Kristusa, ki je postal zame človek. Za Gospoda, ki je postal zame človek, da bi ga globlje ljubil in mu bolj sledil. To je molitev za to, da Bog je središče. Ne? In kaj bo moje življenje vodilo? Globlje poznavanje in večjo ljubezen. To lahko obrnemo seveda na Boga, na Kristusa, ne? Lahko pa tudi obrnemo v odnose, s katerimi živimo. Recimo, da ste z nekom v odnosu, da bi nekoga globlje ljubil in bolj razumel. Ne? Dobro, sledili ne boste mogoče kakšnega človeka, jaz upam, da ne. To ponavadi se ne dela, ne? Ker ponavadi se ljudje vedno razočarajo. Ampak spoštuješ pa vsakega človeka, to pa ja, ne? In ga bolj ljubiš, to je pa druga reč. Ampak nikakor ne v tem religioznem smislu. Tako da Ignacij ni njega ljudje ne fascinirajo do tega smisla, da bi rekel, tudi jaz bi rad nekaj takega, kot je ta. To je prerastel to fazo, ne? Samo slišali. Okay. Zelo zanimiva molitev se mi zdi in tudi se mi zdi koristna za današnji čas, še posebej za ljudi, ki ne morejo moliti drugače, je molitev z dihom.
Ignacijeva duhovnost je namreč vezana seveda na razum, na voljo, na spomin, na vse te, ko bi rekel, komponente človekovega duha, je pa vezana tudi na telo in na telesnost. In en način molitve, ki nam lahko zelo pomaga, da ostanemo povezani z Bogom, je Ignacijev predlog molitve z dihom. In sicer, da moliš Oče naš z dihom. Kako to gre? Vsak dih ena beseda. Se pravi, Oče, naš, ki... Ne, razumete? To traja nekaj časa, ne? In tudi vsaka beseda dobiva prostor, da se razodene njen pomen v času in prostoru, predvsem pa v tistem vmesnem prostoru, ki je med vizijo in med dejanjem. In med vizijo in dejanjem obstaja nek prostor, ki se imenuje prostor razločevanja, duhovnega razločevanja. Zdaj ne vem, kako bi to boljše razložil, kot recimo je impuls, je predelava, ne, in potem se nekaj zgodi. Se pravi, jaz pridem sem, ne, prižgem luč, vmes nekaj časa, ne vem, nek nanosekund, da se luč prižge, ne vem, koliko stotink sekunde, in ta vmesni čas je čas, ki je ustavljen čas. Mi ga lahko ustavimo, to je Ignacijeva vizija. Ti lahko ustaviš ta čas. Ni treba reagirati. To se pravi, problem je človeku, ne, ki človeški duh rabi takojšnje odgovore. Se pravi, če vprašam, zdaj pa sploh, ker mi smo tako našteljeni, da pritisneš, mislim, 10 milisekund prepozen, kot sem navajen, ne. Zdaj v življenju, ne, je pa ta vmesni čas tako zelo pomemben, ker v tem vmesnem času med akcijo in reakcijo je prostor svobode. Če razumete, kaj hočem reči. Se pravi, zdaj, nekdo mi reče, Damjan, ti si butec. Moja reakcija je, bum. Ampak to bi bila reakcija, ne? Zdaj, vmes med butcem in udarcem, ne, je pa polje svobode. In v tem polju svobode imam jaz možnost ustaviti, razmisliti, začutiti, prepoznati in se svobodno odločiti za nekaj, kar bo. Še posebej zdaj, ko recimo, da sem krščansko nekako usmerjen, bom ugotovil, to se pravi, nastavimo desno lice ali kaj podobnega, ne, kaj takega. Tako da ta čas razločevanja med impulzom in reakcijo je polje človeške svobode. Strinjate? Ne? Zdaj, to pa lahko zaznavamo, od tega se lahko naučimo. In recimo ta metoda učenja tega se imenuje razločevanje duhov. To ste že slišali? To ni klicanje duhov, ali kaj da ne boste mislili, ali pa kakšen kozarec, ali pa Ouija board, pozabite na vse te stvari, ne? Ampak gre za naslednjo stvar. Mi smo, kot sem rekel, manj avtonomni, kot mislimo. Na nas vplivajo stvari, na nas vplivajo različni duhovi. In zdaj, ko rečem duh, ne mislim na duhca ali demončka, Kasper ali kaj takega, ne mislim na te stvari, ampak recimo, če veliko gledaš, ne vem kaj, da se zanimaš za, jaz recimo se zanimam za slušalke pa take stvari in gledam veliko teh videov o slušalkah. In potem kaj to, čudno se sliši, ampak res, sam s temu se čudim, ampak in potem imam željo, da bi te slušalke imel.
In potem, ker sem videl ta in oni in drugi in tretji video, ta želja zelo narašča. In moramo stopiti v umestni prostor svobode in se vprašati, kaj pa res potrebujem. Kristus, kaj pa jaz res potrebujem? Njega vprašam. Ne rabiš še enih slušalk, če imaš že 3. Recimo. To je namik od dobrega. Ja? Namik, bi rekel, od hudega je pa, ja, veš kaj, pa boš lahko primerjal. Boš imel Bose, boš imel Sony, boš imel, ne? In boš lahko primerjal. To veš, kako bo to dobro. A je to namik od dobrega, od hudega? Ja, odvisno. Če sem jaz zaposlen v industriji, ki se ukvarja s promocijo, pa bi rekel, prodajo slušalk, je to super. Ker pa nisem, pa ni. Ne? Tak, bi rekel, zelo profan primer zdaj le dajem. Ne? Načeloma pa tudi, recimo, ko se odločamo za določene stvari v življenju, ne, moramo razmisliti, s kakšnim duhom se odločam. Kaj je tisti, kaj žene mojega duha? Kateri duh žene mojega duha, da se odloča v to ali ono smer? No in Ignacij, nažalost nimamo toliko časa, ampak Ignacij ima tukaj v knjižici duhovnih vaj eno sekcijo, ki se imenuje Pravila za razločevanje duhov. In so za prvi teden in za drugi teden. To zdaj ne bom razlagal, kaj to pomeni tedni. Sicer to pomeni za neko obdobje ali pa za drugo obdobje, medtem ko delaš duhovne vaje. A ste videli, kam smo mi prišli od tistega Ignacija na začetku, ne, tistega Vitez Tobija, ne, pobijalec čarovnic in velikanov, do tega trenutka, da je to človek, ki je, bi rekel, vstopil v misterij človeškega duha in pa kako funkcionira in pa seveda ozrt v Kristusa in je bil, bi rekel, bistveno spremenjen ali po domače krščansko rečeno je bil odrešen. Odrešen. Od česa je človek odrešen? Od samega sebe. In svoje nesvobode in navezanosti na nekatere stvari. To je tisto, kar nas zadržuje, bi rekel, na konc koncev v peklu. Ne? Navezanost. Ne vem, če poznate navezanost na to, da bom jaz. Namreč to. Ne? Če poznate Dantejev pekel, ste brali verjetno, ne? V srednji šoli veste, kaj na dnu pekla, kaj se nahaja. Ko prideš v pekel, piše, paste, to je mitologija, Dante nikakor ni krščanstvo, to je mitologija in je zelo zanimiva, ne? Tako bi rekel, kot primera lahko nam pomaga, ne? Ni pa to krščanski nauk. Pozabite to, ne? Prosim, dosti je tega zmede okrog tega že, ampak se mi zdi pa ta, na dnu pekla je Satan. In kaj dela? Ujet je v led. In bolj ko maha s perutmi, da bi všel, bolj se dela led. Manj ko maha, se led topi. In potem spet želi oditi. Izgubi vsako upanje vsak, ki vstopa. Je rešitev za pot iz pekla. Vrata so odprta, peklenska, niso zapahnjena v Danteju, ne? Ampak so odprta. Če bi odnehal, bi se stopil in bi šel ven. Dokler se hočeš sam rešiti, se ne boš. Potrebuješ odrešenika Kristusa. Ne, tukaj. To je tudi mogoče Ignacijeva pot iz njegovega duhovnega pekla, v katerem se je prej nahajal, ne, je to njegovo odnehanje, ki pa ne pomeni pasivnosti, ampak pomeni šele pravzaprav dober začetek. Ignacij, bom zdaj kakšnih 5 minut še, lahko 10. Namreč sadovi te duhovnosti Ignacijeve, ne, so nekaj, kar se imenuje ignacijanska duhovnost. Tako kot iz Frančiška izhaja neka frančiškanska duhovnost, za katero je značilno, ne vem, ljubezen
narave, živalic in tako naprej, vse poznamo te stvari. Ne? Za ignacijansko duhovnost je pa, bi rekel, zaznamuje v tem smislu mogoče malo bolj zahtevno na nek način, pa ni nič frančiskanska, nič slabša, ne? Da se razumemo. Ampak je obrnjena vase zato, da lahko zaživi zunaj prosto. Ne? Ignacij je s to preobrazbo svojo nagovoril ljudi. Nagovoril jih je, so videli, da nekaj s tem človekom je drugače, da je bolj svoboden, konec koncev. Ne? In je začel ljudem dajati duhovne vaje. In je padel v težave. Zakaj? Zato, ker ni bil izobražen, v smislu teologije ni bil duhovnik, ni bil nič od tega, ne? In ga je lepo lovila ne policija, ampak inkvizicija. In so ga tudi zaprli in tako naprej, parkrat. Tole Bogo knjižico so pregledovali, iskali neke herezije noter, neuspešno sicer. In on je pa bil, ker vemo, kakšen karakter je bil, on rekel, ne, dajte do konca, dajte me preučiti do konca. Ko je prišel v Rim skupaj s svojimi prijatelji, s katerimi je ustanovil jezuite, je sklical proti sebi, se pravi, sodniški primer. Zato, ker je rekel, ne bom se jaz s tem ukvarjal. Zdaj ne me sodijo ali pa nič. Ne? Tako, njegov karakter je bil še zmeraj živ. Ne? No, ampak to, neki prijateljev je dobil v Parizu, že prej sicer neke zveze s temi drugi, kar so želeli skupaj biti, niso šle dobro čez, še posebej zato, ker so ga še preganjali. Potem je šel pa v Pariz študirati. To je bila še ena komponenta, ki mu manjkala. In sicer eno je ta religiozna, duhovna, kaj se temu reče, intuicija, ne? Drugo je pa seveda izobrazba. Brez obrazbe ti lahko imaš intuicijo, pa čutiš, pa ne vem, kaj delaš vse sorte, ampak če ne veš, ne poznaš stvari, ne poznaš evangelija zares, ne, potem ti manjka nekaj, boš fantaziral. To imamo v duhovnosti, imamo ogromno take fantazijske. Ne. Ignacij pač to ni, on je bil toliko ponižen, da je rekel, aha, če pa moram študirati, bom pa šel. In je šel z tamalimi študirati. Tako, on je bil 30 plus, in potem so bili neki otroci in tam študiral, in potem pa študenti v Parizu, imel neko študentsko skupino, potem fantje so bili tam od 17 do 20 let stari in so se okrog njega zbirali, dal jim je duhovne vaje in potem nekateri so začutili, kaj pa zdaj, vsi smo nekaj začutili podobnega, kaj pa zdaj, je nič. Eni so šli po svoje, drugi pa so rekli, pojmo poskusiti, da skupaj ostanemo. In so dali prve zaobljube na Montmartru leta 1538. Nekakšne redovniške. Potem pa so šli, so želeli so narediti naslednjo stvar, iti v sveto deželo in tam spreobrniti Turke. A vidite problem v tem? Oni so imeli to željo, ne? Oni so imeli to vizijo. Seveda, ladje ni bilo. Kaj pa zdaj naredimo? Ja, gremo se razpoložiti papežu, pa bo on povedal, kaj ne delamo. To se pravi, odpovedali so se svoji viziji, zato da bi dobili inštrukcije od drugod, od papeža, ki je namestnik Kristusov. Ne? Tako so nekako razmišljali z zdravo pametjo. No, in potem so postali družba Jezusova, jezuiti. 1540. leta so dobili svojo formulo inštituta oziroma ustanovno listino in so postali za oznanjevanje, obrambo vere in nauka, proučevanja nepoučenih otrok in tako naprej. Tako da iz tega je potem išlo pa ta red, ki je postal v prvi vrsti misijonski, pa potem izobraževalni red. S tem, da vedno ima živo komponento te ignacijanske oziroma ignacijeve duhovnosti. Ne. Zgodovina jezuitov je na nek način, ja, to je druga tema, ne, ki je zelo, zelo zanimiva in zajema, ne vem, odkrivanje džungl, pisanje slovarjev, kaj vse, ljudožerstvo. To je neverjetno, mislim, ta zgodovina jezuitov je dolga, od 1540 do zdaj. Na svetu je bilo včasih
40 tisoč jezuitov, danes nas je 14 pa še malo, ne, se pravi, to gre dol. Ampak smo še drugi največji red, haha. Tako da, tako da, ja, to je ta zgodba iz Ignacija, je šlo potem to gibanje, jezuiti. Hmal se je, ker Ignacij ni želel imeti ženske veje, to včasih ženske zamerijo, kako to. Ignacij pa rekel, saj lahko naredijo, ne? Zakaj pa morajo pripadati neki moški organizaciji, da bi lahko bile? In se ni ukvarjal s tem. In dejansko v Angliji so Mary Ward ustanovila eno kongregacijo oziroma en red, ki ima jezuitske konstitucije in vse, in duhovne vaje so ženske. Ja. Take jaz poznam. Ena je bila moja profesorica, ena boljših žensk, ki jih poznam. No, to ni del predavanja, ampak samo, ne spomnil sem se jo. Tako da to iz te spremembe, ki se naredi v človeku, ne, nekateri ljudje pač so taki, se najdejo v zgodovinskem času, prostoru, pa jaz tudi verjamem, da Bog z njimi res nekaj ima, a ne, nekaj naredi. Očitno so neki sadovi, ki izhajajo iz tega. Med drugim, če gledamo čisto geopolitično, evropsko, so jezuiti zadržali, bi rekel, to, da bi Evropa praktično postala takrat protestantska. Ne? Jezuiti so uspešno vzpostavljali nazaj katolištvo, ki je bilo mehen reformirano, se pravi, mehen bolj je poznalo stvari, ki so jih protestanti tudi, sveto pismo, katekizem in vse te zadeve. Ne? Tako da to je bil en tak preobrat, ki je bil vplival tudi na koncil, Tridentinski koncil in na usmeritev cerkve v prihodnosti, pa tudi zdaj. Ne? To je nekako izhaja iz te Ignacijeve neželje po reformi. Ignacij ne želi biti reformator. Ignacij želi enostavno slediti temu, kamor kliče Kristus. Torej, in to je tisto pravo dejanje, ki je sad molitve. Hvala. Najlepša hvala za predstavljeno tematiko. Se mi zdi, da izmed vseh predavanj, ki sem jih sam doživel, mi je bila mogoče kakšna ura športne, da bi je minila hitreje kot pa tole. Osebno zelo zanimivo predavanje in upam, da se je tudi pri vas pojavilo kakšno vprašanje. Če imate kakšno vprašanje, vas vabim, da dvignete roko, pa pridem k vam z mikrofonoma. Ne. Potem pa v tem času, ko razmišljate o svojih vprašanjih, imam jaz eno vprašanje. In sicer, kako bi današnjega človeka, torej, oziroma povprečnega kristjana, vsak kristjan ima svojo drugačno duhovnost, kako bi to duhovnost večine kristjanov primerjal z Ignacijevo duhovnostjo? Ignacijeva duhovnost je v nekem smislu ni tako zelo posebna, ne, da bi rekel, da drugenih teh komponent ni. Ne, to je, ker je evangeljska, je pa res, da je pa mogoče najbolj organizirana. Ne. Ignacij s svojimi duhovnimi vajami, ne, je postal potem svetnik in tako je bil imenovan za zavetnika vseh, ki delajo duhovne vaje. Tako da tisto, kar je najbolj tipično za jezuite ali pa za Ignacija danes, je, da še zmeraj imamo tole knjižico in da imamo še zmeraj kar nekaj jezuitov, ki so zverzirani za to, da spremljajo
skozi stare, mlade. Dejansko tale knjižica bolj za mlade, kot za stare, ker noter so nekatere stvari, kot je recimo odločanje, življenjsko odločanje in tako naprej, spoznavanje Kristusa. Imamo še kar nekaj, hvala Bogu, jezuitov, ki to znajo, poznajo in znajo dobro delati, ne. To ni kar enostavno. Veste, ignacijanski, jaz ste slišali, da sem se tudi jaz šolal 3 leta v tej smeri v Angliji in gre za neke vrste zorenje človeka, da lahko spremlja duhovne vaje. Veliko izkušenj, poslušanje in tako naprej. Še značilnost ignacijanske duhovnosti je tudi duhovno spremstvo, ki je mogoče malo drugačno kot smo navajeni. Ponavadi je duhovni spremljevalc nek duhovnik, pa prideš k njemu s par vprašanji, pa ti on pove, kako in kaj, ne. To ni Ignacijev način. Ignacijev način je bolj zrcaljenje, se pravi, da ti sam iščeš odgovore, ne. To se mi zdi, da je Ignacije namreč, če bi enkrat študirali tole knjižico, ne, počasi, jaz sem to predaval na teološki fakulteti, opombe, ne, k duhovnim vajam. Tam je tukaj ogromno enih stvari, ki, ne vem, to je velik zaklad bogastva, zdaj ne morem to razlagati vse. Se mi zdi, da je tudi ta vizija, ki je nekako pozitivna v ignacijanski duhovnosti. Aha. To je jezuit me klical. Torej, pozitiven pogled na svet je, ne. Bog je ta svet tako ljubil, bi rekel, če bi iz Evangelija citiral, ne, da je dal svojega edinorojenega sina. V duhovnih vajah je ena vaja z imaginacijo, to je še ena stvar, ki je za ignacijansko duhovnost dosti značilna, da uporabljaš imaginacijo, domišljijo. Tako kot se veste, se slike, ne, pa tekste, tako Ignacij potem razvil neko metodo, kako svojo domišljijo razviti in s pomočjo svoje domišljije vstopiti v malo razširjen svet svoje zavesti glede določene teme, ne. Iz tega je recimo veliko umetnosti nastane, tudi barok recimo je ena taka umetnost. Tako da, ne vem, mnogo takih stvari se mi zdi. Vsaka Ignacijeva stvar posebej se mi zdi, da nekaj daje. Izobrazba, se mi zdi, da to mogoče najbolj poudarjamo ravno jezuiti zaradi Ignacija, ker on je čutil, da je izobrazba zelo pomembna. Da ni samo, dobro, reče, notranje okušanje stvari je bolj pomembno, kot poznati veliko stvari. To je njegov izrek, ne. Ampak po drugi strani pa ne moreš, ne veš, kaj okušaš, če nečesa ne poznaš. Tako da izobrazba je ful pomembna. Zato tudi ta naš jezuitski kolegi v bistvu želi izobraževati, povezovati in ustvarjati dialog, ne, kot te naše večerne akademije. Pa seveda naši moduli, ne, ki so retorika, to ni kar tako modul, slučajno, ne, ker se poznamo, ampak zato, ker je to od nekdaj bila jezuitski način, kako pomagati ljudem, da stopijo v stik v to, kar je v njih. Ker če ti moraš sestaviti nek govor, imeti nastop, moraš se zavedati, kdo si, kaj si in kaj boš povedal, kdo je tisti, ki govori, ne. Tako da retorika je bila od nekdaj ena od načinov jezuitske vzgoje. Tako da, če ste tukaj, še lahko greste v retoriko, ki je ob ponedeljkih ob 6. Mislim, da bo profesor Igor Korošec še koga sprejel, če pride. Kar pogumno, je dober vstop v življenje, ker konec koncev te stvari prav pridejo. Druga stvar je tudi, tukaj imamo, zdaj na žalost ni bilo dosti vpisov v teologijo cerkve, ne, ampak naslednji semester se obetajo uvod v novo zavezo z Markom in tako naprej. Vero je treba poznati. Pravi tale Hieronim, njega rad citiram, zato ker sem enkrat, in to vse, kar znam citirati od njega, ampak ta citat sem slišal in mi je strašno všeč. Kdor ne pozna svetega pisma, ne pozna Kristusa. Fantazira v njem lahko. Pesmice poje v njem, ampak ne moreš ga pa res poznati, če ne študiraš,
če ga ne spoznaš. Ne. Konec koncev cerkveni očetje so bili verzirani v Svetem pismu, ne, zelo močno, zato so imeli kaj povedati. Ne. Tako da, za nas je to se mi zdi izobrazba, resno delo na sebi, hkrati pa tudi odprtost v svet, dialog, ne, rajši upravičim, recimo, če je nekdo, ki s komer se ne strinjam, ne, to je ignacijanski princip iz duhovnih vaj, bom rajši upravičil to, kar govori, kot ga obtožil nečesa. Če pa res ne razumem, ga pa vprašam, kaj s tem misli. Ne, to je ena krasna stvar in med drugim tudi sem vesel, da delam zdaj to oddajo Dialog s ateizmom, ne, na radiju, ker imam možnost pač se z nekom pogovarjati, ki zelo drugače od mene razmišlja. Hkrati pa tudi odkrivamo, da nekatere stvari pa ne toliko drugače. Ne, dobro, kar se teoloških tiče, jasno, da sva na drugih bregovih, ampak se učiva spoštovanja in tako. To se mi zdi, da je jezuitski pristop. Tudi s protestanti, ko so jezuiti šli na njihove teritorije, so dobili dovoljenje, da so lahko šli. Niso prišli tja kot, mi bomo to zauzeli. Ne, ni to pristop. Ja. Tako da se mi zdi, da je to ignacijanska duhovnost kot taka ima kaj zadati, ne samo cerkvi, ampak ima tudi kaj zadati svetu nasploh. No. Tako da sej v naših šolah se izobražuje, ne vem, na milijone ljudi in se je. Upam, da se kaj pozna, kaj dobrega od tega. Ne. Tako da, ja. Hvala lepa. Se je v tem času porodilo kakšno vprašanje? Ja, pozdrav, mene pa zanima, kakšno je pa, če bi tako rekel, ignacijansko misionarstvo, oziroma kaj je to sploh, ali pa kako se to povezuje s to Ignacijevo potjo vere oziroma odkrivanja Jezusa. Zelo zanimivo, ja. Če gledamo jezuite tam na začetku, ne, njihovega delovanja, se mi zdi, da se zelo dobro pokaže, kako je tudi Ignacij oziroma ta njegova duhovnost vplivala na to, kako oznanjati evangelij drugim ljudstvom. Ne. In sicer so jezuiti že zelo hitro začutili, da je treba pristopiti k ljudem na ta način, da se jih najprej naučiš razumeti. Tudi njihovo kulturo, njihovo religijo in tako naprej je treba razumeti. Da veš, kako oznanjati, tudi kako formulirati nekatere stvari, kako tudi nekaj ohraniti od tega, kar je dobrega, tako da nisi recimo kot misionar prišel pa porušil kulturo in ne, verjetno se je tudi kaj takega zgodilo. Ne. Po drugi strani pa, kako se pa lahko z evangelijem neka kultura oplemeniti. Kako tudi mogoče nekaj sprejmemo od kod drugod, pa se mi oplemenitimo od drugih. Tako je bilo recimo z mogoče najbolj znan primer, pa najbolj problematičen, dva sta pravzaprav. Eden je Kitajska, kjer so jezuiti uspeli priti na dvor cesarja in bili tam mandarini in tako naprej, astronomi. Celo naš jezuit iz starega kolegija Hallerstein je bil zvezdogled oziroma mandarin, ne, se pravi v bistvu naše gore list. Ne. Mogoče ni toliko znan, ampak je. Potem znan je bil Mateo Ricci in tako naprej. Problematično je bila Kitajska zaradi tega, ker so se jezuiti udeleževali nekaterih njihovih ceremonij, ki so jih pa drugi označili kot poganske. Kako morate na take stvari. Ampak jezuiti so imeli drug pristop. Ne. Se pravi, spoštujmo, spoznajmo, potem bomo se pa mogoče še pogovarjali. Tako da drugi primer je bila Južna Amerika. Mogoče ta je bil še bolj problematičen. In sicer jezuiti so potovali s temi, kaj so bili, raziskovalci in kolonialisti, ne, ampak niso bili pa poslani strani kraljev, so bili poslani strani papeža, tako da so imeli neko nevtralno pozicijo in so lahko delovali mimo kolonistov. Ne. In v Južni Afriki
v Ameriki se je naredila velika, bi rekel, džungla, Guarani se imenuje, republika, kjer so indijanci živeli svojo neko ureditev in tako naprej s pomočjo jezuitov in kamor Španci in Portugalci niso imeli dostopa. Se pravi, niso mogli ropati, zasužiti in tako naprej. In to je bil velik problem, ker to je bil velik teritorij. Mogoče poznate legende Eldorado in tako naprej, nekje zlato nekje noter in to jezuiti gotovo na njem sedijo ali kaj podobnega. Ne, tako. No, konec koncev je to prineslo tudi do ukinitve jezuitov. Ampak hočem to ilustrirati, da ta pristop spoznati prej, preden karkoli rečeš, narediš ali spremeniš, ne, je gotovo bil tipičen za jezuite, se mi zdi, da je še vedno. Ampak hkrati so tudi drugi misionarji, predvsem v 20. stoletju, nekaj teh jezuitskih pristopov tudi prevzeli. Ne. Ja. A je odgovor? Ja. Zdaj, zame je vprašanje, ne, tudi tako zelo pomembno, kako misionariti v sekularni družbi. Kako mi smo nekako vendarle en tak katoliški mehurček. Ne. Če gledamo, koliko je študentov v Ljubljani, je 40 000, če se ne motim, ne? Je tako? Tam nekje, zelo velika številka je od tega, je recimo, kaj sem pri frančiškanih v sredo, kdaj je nekih 600 ljudi, ne? Se pravi, zdaj pa poglejmo, ne? Seveda, ko smo skupaj, nimamo tega občutka, ampak ko pa smo razprkljeni, pa vidimo, da smo sredi misijonskega področja. Saj jaz tako doživljam kot jezuit. In bi rad šel in nagovoril in iskal poti do drugih, da bi jim predstavil Kristusa. Ne, to, pa spet ne tako, da bi bili točno tako kot jaz, ne, ampak da se najdemo. Kaj so bili pa največji izzivi, s katerimi se Ignacij soočal na tem potu med vizijo pa dejanji? Ne vem, mogoče omenili ste že močen temperament, je bilo še kaj? Ja, tudi inkvizicija, ne, to je bilo kar. Potem pa, če on je imel to željo, ne, oznanjati in vse te stvari početi, biti misionar, iti proti se oznanjati Turkom, Saracenom in ne vem kaj, bila njegova fantazija, ampak konec koncev je on ostal na koncu v Rimu in je obsedel za ne vem koliko let in je bil neke vrste kot vrhovni predstojnik ali general, kot se mu reče po domače pri nas, je pač pisal pisma, urejal stvari in ta njegova vizija, kaj bi on bil, ne, se je spremenila na to, da je bil neke vrste uradnik, ki je skušal biti inspirativen. In hkrati seveda ni zmogel tega sam, zato je moral dobro sodelovati. Pravzaprav so bili ob njem nekateri ljudje celo bolj sposobni, ne, ampak on je znal to dobro tudi uporabiti. Recimo Lainez, Polanco, sta bila dva jezuita zgodna, s katerima je sodeloval. Pa seveda, ne, gotovo, da je imel tudi kakšno slabo vest kdaj nazaj, ne, ampak o tem ne govori glih on, ampak znam si predstavljati, ne. Ja, čisto človeško. Ne vem, če sem odgovoril, ampak upam, da sem. Hvala lepa. Jaz imam eno vprašanje. Omenili ste, da je bilo v tistem obdobju to, ko bi rekel, popularno, da so se malo bičali, tako kaznovali, no? In da se je tudi on imel to obdobje. A je tako, opažate, ko imate dosti tako duhovnih vaj, da je kaj podobnega tudi v sedanji duhovnosti aktualno, na kjer drug način, pa kako Ignacij k temu pristopa? Ja, vse sem prej rekel, da opažam, ne, da je neka stoična duhovnost, kjer se človek
pridobiva vrline, a ne, s treningom, z rutinami in s podobnimi zadevami, ne, in vse to je seveda pluskano tudi v krščansko sodobno duhovnost, predvsem med mladimi, ki se mučijo, da bi postali boljši, večkrat neuspešno, bodisi da skušajo odpraviti kakšno, ne vem, razvado ali kaj podobnega, ampak ne gre, vedno pade, pa. To se mi zdi, da je en tak čuden duh, no, če gremo raziskujemo duhove, ne. Saj prav se je truditi, ne, ampak po drugi strani nobene težave ne bomo rešili kar tako z treningom. Ker kakršnekoli težave osebne imamo, so na področju odnosov. In če imamo mi odnose, nekako razumemo, kaj se dogaja, ne, in če imamo nekoga radi, nekomu smo zvesti, zavezani, bodo vse te stvari dobile manjšo moč nad nami, ne, kaj se vem, če že govorimo zdaj, se lahko spregovorimo o pornografiji, ne, zdaj veliko ljudi se s tem matra, ne, in muči, ampak dejansko, ko pride do spoznanja ljubezni, ki je višja od, bi rekel, sploh to ni seksualnost, pravzaprav se opravičujem, to je grda beseda, nima veze z seksualnostjo, ne, ampak je veliko trpljenja odzadaj tukaj. To trpljenje izvira iz nerazrešenosti nekaterih odnosov. Če bi to delali, ne, ali pa bi rekel, ali pa če bi spoznali, da Bog je tisti, ki me ljubi v tem, kar sem, ne, in da se ga ne bojim sredi svoje grešnosti, ampak se spomnim, da je Bog je za človeka dal svoje življenje, ne, Kristus, ko je bil še človek grešen, ne potem, ko je bil popoln. In to je ena taka stvar, ki težava, ker če nisem popoln, potem me Bog ne mara, potem Boga itak ni in potem Bog je krut in tako naprej. To so take teme, ki jih zaznavam tako med mladimi, pa tudi starejšimi, in to bi pa res rad videl, da bi se tega rešili, ker je škoda zapravljati energije za stvari, ki ne pomagajo, ne. Molitev, globoka molitev, humilitas, ne sodba, z Bogom se, še ena stvar, Ignacij, z Bogom se pogovarjam kot s prijateljem. A veste, kaj je že to, ne, da če imaš ti enega prijatelja, pa se lahko z njim pogovoriš lepo. To je top. A ni? Kaj šele, če ga imaš sploh Boga, ki je prijatelj, pa se pogovarjaš z njim. To je pa še bolj. Tako da, ignacijanska duhovnost je v tem smislu bolj blaga, a ne, pa hkrati pa malo težja, oziroma zato, ker človeka vabi v to, da resnične, konkretne stvari razrešuje. Zato je tudi egzamen, tista molitev, ki sem prej rekel, postaviti se v Božjo navzočnost, pogledati strani z Božje perspektive, iz svoje perspektive se o tem malo pogovoriti in prečutiti, ne. Razločevanje je ena stvar, ali pa vedeti se, kaj jaz želim. To so dobre stvari, no, tako. Če boste kdaj delali duhovne vaje, boste te stvari malo asimilirali, ne. Vase lahko tudi in mogoče vam pomaga. Jaz bi pa imel, se sliši? Aha. Jaz imam pa vprašanje, če se navežem na to, kar smo imeli prej o misijonih med domorodci, ne. Kako pa so jezuiti dostopali recimo v teh protestantskih deželah, torej kako so tam izvajali neko misijonsko dejavnost, ker se mi zdi, da bi bilo to tudi neko dobro izhodišče za nekako, recimo naše okolje, smo pod močnimi vplivi raznih protestantskimi, vemo, da internet je iz Amerike, ki je dokaj protestantska dežela. Torej recimo, kako so se oni lotevali tega stika z protestanti, kako so njim skušali približati katolištvo? No, zanimivo je to, da predvsem niso poskušali, ampak so ustanovili šolo.
in v kamor so se lahko upisali, kolegije so imeli, ne, kamor so se lahko upisali tako katoliški kot protestantski otroci. In starši so, ker so bile to dobre šole, ne, so starši podpisali, da pač bojo otroci tudi dobivali določene oblike nauka, ne, in tako naprej so se strinjali. In na ta način, se pravi, vedno ne z napadom, ampak vedno z dialogom oziroma daj nekaj več. Če ti protestant nekaj reče, za zveličenje rečeš Jezus, jaz sem zdaj tvoj, tralala, bumf, vse je v redu, lahko grešim do konca. Ne. Pač to je malo premalj. Jezuit ali pa ignacijanski misionar bi rekel, dajva se malo več pogovarjati. Ne. Dajva, odkot tebi taka misel? Ne. En citat si dal iz pisma Rimljanom, ne. A se lahko pogovarjaš še kaj več, ne? Lahko študirava še kaj več, pa se bomo pogovarjali. Ne? Tako, zmeraj je bil ta pristop bolj vsebinski. Ne? Ko je recimo Luther je napisal katekizem, ne, za cerkev, tudi Peter Kanizi, ne, svetnik, je napisal katekizem. So krožili katekizmi, med drugim tudi katoliški. In tako, nikoli ni bil pa misijon v protestantskih deželah, kar strani jezuitov invaziven. Vedno nekako tako dialoški. V redu? Vprašanje, ne, kako se soočiti z protestanti z YouTuba. To je pa samo tako, da se mi pogovarjamo o YouTubu, o kvaliteti informacij z YouTuba. Konec koncev tudi katoličani z YouTuba je katastrofa, ker so nekatere stvari. Tako da treba se pogovarjati. In včasih me kdo vpraša, kjer podcast bi ti poslušal, da bi tako dober bil za katoličana. Jaz rečem, ne vem, po pravici ti povem, poznam jih nekaj, ampak ne vem, kaj to res lahko prinese. Ne. Krščanstvo je vendarle vera, ki se prenaša iz srca v srce, iz ust do ust, v skupnosti, ne prek interneta. Ne. Prek interneta se lahko delijo mnenja, takšna, drugačna, konzervativni, drugačni, liberalni, bla, bla, bla. Ne. Plitko je to. Življenje je srečevanje. Ne. Tako da jaz sem vesel večernih akademij tukaj v našem kolegiju, prav zato, ker se srečamo. Se bi lahko naredili podcast, ne. Pa mislim, da se delajo neki podcasti, tako da, ampak veliko več je doživetje, biti skupaj, ne. Ja. Tega ne smemo pozabiti, ne. Nihče ne sme tega pozabiti, da smo ljudje iz mesa in krvi in da to ne nehamo biti z internetom. Hvala lepa. Ura pa je že blizu 9:30, kar pomeni, da časa za vprašanje ni več. In imamo še 3 minute, 3 minute do 10, torej 3 minute, da damo našemu predavatelju en bučen velik aplavz.